Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o psihičnem počutju in o depresiji. Tudi o nespečnosti in nenazadnje vse to izvira iz naših možganov. Dobila sem vprašanje, zato sem se odločila, da posnamem tale video. V glavnem depresija. Glejte, vam povem en primer oziroma dva. Prvi primer je primer ene gospe, pač izgubila je službo, njeni sodelavci so se odločili, da se je znebijo, da je ne potrebujejo več in logično so čakali, da naredi najmanjšo napako. In jo je naredila. In takrat so poklicali policijo in v tistem šoku je podpisala odpoved in v glavnem pristala na cesti. No, tako da v glavnem, kakorkoli, dejstvo je, da po tem dogodku je padla v globoko depresijo, imela je samomorilne misli in ni bila pripravljena iti v psihiatrično bolnico in njena sestra ji je pomagala, me je poklicala in je rekla, obstaja kakšna rešitev naravna, da se moja sestra sestavi. In se je sestavila, vam povem, kaj je delala. Se vam pa povem naprej. A si lahko predstavljate, da imajo lahko tudi mucke depresijo? Glejte, poznam en primer ene mucke, ko se je rodil dojenček, ta mucka dobila, v bistvu ne dobila, je začela izgubljati dlako. In na koncu, po vseh raziskavah, ki so jih dali skozi, so prišli do zaključka, da je enostavno mucka nesrečna, da bo treba nekaj spremeniti. No, in ta mucka je začela hoditi v naravo in potem se je stanje izboljšalo. Zanimivo je, veste, zakaj sem se spomnila? Zato, ker mi imamo dve mucki. No in zdaj ena naša mucka je košata, lepa, krasna, taka bolj zaspanka. Medtem ko druga, odkar smo jo dali kastrirati, enostavno ni več taka, kot je bila. In je začela tudi izgubljati dlako. In veste, kaj smo zdaj naredili? Kupili smo povodec in zvečer jo peljemo takole za hišo in vsa srečna raziskuje in se že vidi, da ima več tiste življenjske energije. In prav to. Če se vam začne dogajati, da vam pojema življenjska energija, da vidite sebe, da niste več vi, da nekaj je narobe, začnite hoditi v naravo. Dokazano je, da po 2 urah gibanja v naravi, sploh v gozdu, se zviša imunski sistem, se zboljša razpoloženje, se obnovi in očisti aura. No in zdaj sploh energijsko polje, glejte, čisti ga gozd, ker se napolnite z energijo gozda ali pa prano gozda, prano drevest. Lahko hodite ob vodi, ker voda ravno tako čisti, lahko hodite čez vodo, recimo ena od raziskav, pa ne bom zdaj najdla katera, ampak v glavnem nekje v glavi imam zapisano, kdor je depresiven, bi mogel iti vsaj 3-krat čez vodo, da se ščisti njegovo polje in se avtomatično napolni z novo energijo. In veste, vsako leto grem se enkrat peš na Brezje, ker sama pot je tista, ki je očiščevalna. In ko hodim tako čez gozd, skozi gozd in čez tiste potočke in tako naprej, si mislim, ni cilj ali pa to, da prideš na Brezje. To je v bistvu minimalno od tega, kar veča energijo. Veča energijo to, da hodiš po gozdu, da hodiš čez potoke, da hodiš in da si v gozdu, da pa še recimo sam pri sebi moliš, a ne, ker molitev sama po sebi dviga energijo in čisti duha. No, tako da v glavnem to lahko sami naredite, potem naspite se. Zdaj pa kaj pa narediti, seveda, če ne spiš? No, zdaj pa gremo na tehnično. Tehnično moramo razumeti, kako delujejo celice. To je možganska celica, to je tako kot avtocesta, glejte, to je celično jedro in tukaj noter to so živci. Tisti, ki spremljate moje videe, to ste že videli. No in tukaj okrog živca je mielinska ovojnica. Mielinska ovojnica je ravno tako kot kabel, tle imam en kabel, polnilc in v glavnem na sredini noter je žička, okrog je izolacija. Isto. Tale izolacija okrog, kdor ima depresijo, začne prebijati. In dejansko se zgodi tako, da nastanejo takole vrzeli noter, luknje,
in v bistvu pride do kratkega stika. In dobro vemo, če imate kabel zdaj govorim res po domače, če imate precvikan, pomeni, da ne bo povezave. To vsi vemo. No, ravno tako se dogaja v naših možganskih celicah, pride do tega, da začne prebijati in mi zdaj tehnično moramo nahraniti naše telo. Pogosto ljudje, ki so v depresiji, posegajo po še več sladkem. Sladko jim ne nahrani možgane. Zdaj pa poglejmo, kaj nahrani možgane. Prva zadeva, moramo razumeti, iz česa je narejena tale ovojnica. Narejena je iz omega-3 maščobne kisline. Kdor je depresiven, bi mogel jesti 3 grame omega-3 na dan. To pomeni, da vzame 3 kapsule zjutraj, 3 opoldne in 3 zvečer. Druga zadeva, potreboval bi vsaj 1000 mg C vitamina, zato ker C vitamin preprečuje pod prvo oksidacijo omega-3, druga stvar pa preprečuje oksidacijo mielinske ovojnice. Preprečuje, da propada ta mielinska ovojnica. Zdaj pa poleg tega, ta ovojnica je narejena še iz vitamina B12 in sploh vitamin B12, če vam ga manjka, prva stvar, ste popadljivi, vam vse gre na živce, takole ste do ljudi in do sebe, nekoga bi požrli. Glejte, vsem tem sem pisala v knjigi Ko ima življenje žur, prav o psihičnem počutju, no in tukaj noter sem prav to, kar vam zdaj razlagam, opisala na strani, sem mečkam, da pogledam, na strani 56. Se pravi, potrebujemo zaščitne snovi, kot so vitamin C in vsi ostali vitamini, potem pa zaščitne snovi, ki so topne v maščobi. Se pravi, C vitamin je topen v vodi, je zelo dober. Zdaj pa zakaj je za možgane nujno potreben C vitamin? Mi imamo tukaj, reče se sicer sinapsa. To je v bistvu te živčni končiči, da tukaj pride signal iz ene celice, na druge pride preskok. No in so potem delali raziskave in so prišli do zaključka, da ljudje, ki imajo preobremenjene možgane s težkimi kovinami, te živčni končniči so tako kot polžki, a veste, ko ima tipalke in lepo leze naprej. In kakor pride živo srebro in težke kovine, se potegne nazaj. In dejansko ta preskok ne more nastati, ne pride, če imate pomanjkanje C vitamina. C vitamin je ključen pri tem preskoku, C vitamin pa naprej gradi kolagen, kolagen pa obnavlja mielinsko ovojnico. Zdaj pa naslednja stvar. Če mi želimo, da se mielinska ovojnica gradi, se pravi kolagen, za kolagen pa potrebujemo beljakovine. In zato je tako pomembno, da zvečer uživate dober vir beljakovin. Zelo dober je, recimo mocarela, pametno je uživati skuto, mogoče grški jogurt, samo tukaj bodite pozorni, grški jogurt en je z 10% maščobe, to je tako, kot bi smetano jedli z žlico. V glavnem, dajte vzeti tistega, ki ima 2% mlečne maščobe. Naš navaden jogurt, kislo mleko, kefir, vse to vsebuje dobre beljakovine, ki vas ne napihnejo, delujejo pa na to, da se obnavljajo tudi vaši možgani. In prav te beljakovine pomagajo pri tem, da dobro spite. Za vse tiste, ki slabo spite, rabite točno to kombinacijo, ker samo na ta način vaše telo začne izdelovati tudi razni hormon, omega-3, C vitamin, beljakovine. Zdaj pa pojmo nazaj na B vitamine. B vitamini, B12, ki ga dobite, spet smo pri mlečnih izdelkih. Potem imamo folno kislino, B9 je potrebna za možgane. Potem B8, B8 vitamin, čakajte, bom vse en večkrat mogla pogledati, da ne bom zdaj kakšno stvar narobe povedala. V glavnem B8 holin, ja, to holin sem iskala. Holin je pa B8 vitamin, ki nahrani možgane in ki deluje na to, da začnejo te povezave dobro delovati. Kje dobite holin? Dobite ga v jajcih. Zdaj pa seveda tisti, ki niste navdušeni, ki vam ne grejo jajca ravno v
promet, v tem primeru pametno poseči po enem prehranskem dopolnilu, ki vsebuje tudi holin. No, v glavnem to, da potrebujemo za možgane, potem naprej B6 v zelju, pa v ohrovtu dobite tudi, pa v orehih B6 vitamin dobite, potem pa B5 pa v orehih. Še eno stvar, kar vam priporočam, glejte, za večerjo mogoče bi bilo pametno ohrovt, kitajsko zelje, ga čisto na tanko narežete in vam priporočam eno zelo dobro večerjo, solato si pripravite, zmešate z jogurtom, lahko z navadnim jogurtom, date noter mogoče majčkeno tunine, samo pazite, tuna ne prevečkrat, ker vsebuje živo srebro, poleg tega dodate avokado noter, majhno olivnega olja in nastane krasna večerja, tako da vas nasiti, se dobro počutite in dobite praktično vse sestavine. Za tiste, ki imate že težave z depresijo, vam ne priporočam tunine, dajte raj recimo, ker ribe so pa zdrave, da uporabljate tele sardelce, te vam bojo pomagale. No, potem naprej, kaj vam še priporočam? Špinačo čim večkrat jejte, zato ker vsebuje B3 vitamin, tako da lejte, B vitamini so ključni za dobro delovanje možganov. Zdaj pa, kaj je še pomembno tukaj, za vse skupaj, da drži skupaj, je pa kalcij. Kalcij pa poveča trdnost mielinske ovojnice in deluje na to, da vaši možgani res dobro delujejo. Zdaj pa človek pomisli, ta zdrava hrana, jaz sem pa že depresiven. V tem primeru vseeno vam bom pokazala, kaj priporočam takrat, ko se pa že sesuje zdravje, ko enostavno človek ne zna več k sebi priti. Točno to kombinacijo sem priporočala tej gospe, ki je imela depresivne misli oziroma samomorilne misli. In v glavnem, formula 4, vzame se 2 kapsuli po kosilu, potem pa kalcij pa magnezij se vzame 3 do 5 na dan, tako da dobite 1000 mg kalcija, potem omega 3, sej 3 na dan, raj več, in C vitamin. V glavnem, na ta način dobite neko tako ključno zadevo za dobro delovanje, zdaj moji možgani dobro ne delujejo, v glavnem za dobro delovanje možganov in dejstvo je, da ta kombinacija spodbuja obnovo možganov. No, zdaj pa kaj se narediti, ko vam pa takole zašteka jezik, kot je meni. Dejstvo je, da tukaj center za govor in za izgovor v glavnem ne deluje v redu. In povezan je pa to s hipofizo. Hipofizo pa ravno tako obnavlja ta kombinacija, tako da zdaj zame, če pomislim, kaj sem danes jedla, že vem, kaj je bilo. Šle smo jest v kitajsko restauracijo in ker smo imeli pozno kosilo, nisem vzela formula 4. Jaz drugače vzamem formulo 4 čisto vsak dan po kosilu, ker te ključni B vitamini delujejo na to, da mi pač govor dobro deluje. In točno vem, takrat, ko se mi fecla, ko ne grejo stvari, mi manjka B vitamina. No, tako da v glavnem, B vitamin je ključen za delovanje možganov, tudi za energijo, za dobro počutje, predvsem pa za tiste, ki ste utrujeni od tega, da ste vedno utrujeni, vam predvsem manjka B vitamina. No, zdaj pa za konec tega videa še karte Prehod v novo dobo, da vidimo, kaj vam sporoča stvarstvo, kaj je za vas ta trenutek najbolj pomembno sporočilo in da vidimo. Jaz sem popolna, dovoljujem si, da vidim jasno in da vidim resnico. To je prva. Se pravi, jaz se zavedam, da sem v stiku z Božjim. Kaj se skriva v nezavednih delih mene? Osvobajam se starih vzorcev, ker tega ne potrebujem več. Svobodna sem, čiščenje karme. In zanimivo, da je pri možganih se je to prišlo, pa prijaznost. Brezpogojno sprejemam sebe in tudi druge. Zanimivo, kakšne karte so tukaj pri možganih prišli. Se pravi, nehati obsojati. Druga zadeva, če nam štekajo možgani, je treba počistiti podzavestne vzorce. Pejmo zdaj še na to. Zdravilna molitev dekodiranja, počistiti in gremo točno to narediti za depresijo. Se pravi, ko smo v depresiji, se usedemo, roke položimo na kolena,
se zravnamo, pomembno je, da imamo vzravnano hrbtenico, vdihnemo skozi nos in rečemo: na pomoč kličem vse svetle sile. In zdaj lahko ta trenutek ponavljate za mano: Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s slabšim delovanjem mojih možganov. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božjo svetlobo. Vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta in si parkrat ponovimo: vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. In zdaj naslednja stvar. Se obrnemo za 15 stopinj in si sebe predstavljamo, katere 3 drobne korake moramo narediti, da pridemo do boljšega psihičnega počutja. Jaz zase sem dobila odgovor: bolj pogosto moram iti v gozd. Pa hodim, veste. Zadnjič sem dobila jasno informacijo, da ni zadosti zame, da hodim ob vodi, da naj večkrat grem v gozd in objemam drevesa. No, to je bila zame informacija, vi boste svoje dobili. In naslednjič se obrnemo še za 15 stopinj in si sebe predstavljamo, kako možgani 100% delujejo, kako možgani so povezani, kako možgani vedno dobro so užičeni med seboj, kako delujejo povezave in kako nam tekoče deluje jezik in kako se dobro počutimo. Tako da lejte, mi imamo v sebi moč programiranja. Ja, dejstvo je, da programirani smo na bolezen, na odmiranje, na vse slabo. Programirani smo na to, da drugim dovoljujemo, da upravljajo z nami, ampak sedaj, ko jemljemo moč nazaj v sebe, se zavedamo, da nihče ne more upravljati z nami, da imamo v sebi moč, da se fizično nahranimo, da povežemo svoje možgane z božjo svetlobo, potem je vsa moč v nas, pri nas in nihče nam ne more škodovati. Tako da imejte se radi, delajte na tem, da napolnite svoje življenje s novo energijo in predvsem svoje misli s pozitivnimi mislimi in usmerite svoj tok energije v Božje, v povezavo z Bogom, kar Bog, vir, izvir, je vir vse mladosti in vse energije. Tako da delajte to in boste videli, Bog je tukaj z vami vedno. Pa obračajte se na angele.